A bi rad igral eno ful hudo brezplačno igro in s tem podprl tudi mene in moj kanal? Če te zanima, si poglej tole. To je igra World of Tanks, ki me spominja na čase, ko sem služil vojsko v tanku in rad bi se jim zahvalil za sponzoriranje tega videa. Vrhunska brezplačna igra z epskimi tankovskimi bitkami. Na razpolago imate več kot 550 tankov. Realistične in masivne bitke, prelepe pokrajine in zgodovinska preciznost. Zberite svojo ekipo, naredite plan in uničite nasprotnike. Igra je popolnoma brezplačna. Podprite mene in moj kanal s tem, da si prenesete World of Tanks z linkom spodaj pod videom in s tem tudi dobite premium paket. Kaj vse dobite v premium paketu je? Britanski premium tank Excelsior, 250,000 kreditov, 7 dni premium akaunta, 3 premium huda tanka za uporabo v 10 bitkah. Promo paket velja samo za tiste, ki se registrirajo prvič. S tem, ko boste downloadali igro preko linka spodaj v opisu mojega videa, boste podprli mene in moj kanal. Želim vam uspešno igranje in na čim več zmag v bitkah. Ljudi moji, džeste! Šta ima? Vojaki so pršali. Zdaj poznate vrtelca, Pandraža. Vrtelce je malo pojačil, je v bodu Varderko, Hondico in ona dva sta se odločila, da ga sta skup. Mi gremo zdajle v Avstriju na Bike Week. Prije cela Evropa tja, Harley, to ono ovo. Roki, kam gremo? Po skuterih sodeč na motorističen zbor, ne? Rok, kako lahko takoj nove gume umažeš tako s peskom, aj povej. Če nimaš za asfalt, lej. No, pa smo začeli. Štartali smo pri Roku v Nadgorci. Smo šli na Petrol, ker je sem moral še domov iskati ene kratke hlače, ker oni so vsi vzeli s sabo, jaz pa ne. In pa smo se obrnali in po obvoznici Trzinski zapeljali desno v Črnuče, po Črnučah, mojem rodnem kraju. Pred nami vidimo Varadero, ki ima zamenjane auspuhe in se dere kažval. Desno smo zavili na avtocesto proti Avstriji. Potem, ko smo se varno vključili, sem jaz hotel nakazati njim, kako moj T-Max gre, ampak Varadero je nažalost bil hitrejši, 1000 kubikov, dovalnik. Tukaj je tunel, tukaj ga je on razpalil, nažalost ne slišite auspuha, ampak se dere kažval. In ko smo prišli pred Kranjsko goro, klasična gužva, Avstrijci čakajo, jaz sem se guril not, malo sem trobil, malo sem klejal, ampak mi je ratal, prišel ven pred Kranjsko goro, počakal moje prijatelje, ker so bili nekje vzad, ker se niso mogli zgurati. In potem smo prišli pred, oziroma po Kranjski gori, gor v hrib, proti meji, tukaj Roko greva gume, ker je kupil nove gume. Ovinki levo, desno, ampak ne moreš kaj preveč, zato ker je full gužve, levo, desno, avtomobili nasprot. Končno smo prišli do meje. Jaz si seveda prišel čez, ker nisem imel angleške verzije, da imam test negativen za COVID, ampak tale nas je spustil in smo rekli, gremo čez. Tukaj na vrhu se spomnim po zim, ponovadi po 10 metrov snega. Na desni strani imamo motoriste in tank T-34, ruski tank. Potem, ko smo se spuščali dol, levo ovinek, desno ovinek, Roke nekaj probavil, šlo mu je, ampak sem se bal za njegovo zdravje. Motoristov nasprot za nami, kot reka, ampak tukaj, kot vidite, Volvo, crknil, naredil tako gužvo, ljudje so stali vzad, blendal, klel, ampak tako je, če imaš Volvota. Potem smo se spuščali navzdol, dan je res začel biti lep, toplo je ratoval in sem komi čakal, da prijemo dodol. Nasprot vidimo ene gore, nimam pojma, kvaj za ime. Če veste, napišite spodaj v komentar. In vedel sem, da se počas moramo ustaviti, ker Roka je pač rata lulat. Mi da se pogovarjava po čeladah, ki imava to radio vezo in tukaj smo se ustavili, gužva, vsi tankajo in na Roko M4 seveda zlat. Je rekel, le M4, kada ga ne gledaš vsak dan doma. In tle smo parkirali in smo se malo okrepčali in pogovorili. Kva se smeš? Zakva? Každo luč pa GS. Tam je on GS, svi hvale te GS, je ružan ka lopo. Itak če je tako. Kole se vodaš na GS? GS. Jeste spremni? Ajmo. Ok, štartali smo. Gremo proti Harley Davidson mitu. Vse več motorjev je, vse več avtomobilov, ljudje prehtevajo. Mislim, da smo bili edini skuteri. Tukaj, kot vidimo, je tak dejansko spomenik na Harleyje. Tukaj se folk slika, je iz železa in čez rvel, ampak je zanimivo videti. Folk, da je prvič do Harley Davidsone. Sploh v takvom številu. Jaz sem bil že neparkrat tle. Teli Harley pred mano so bili zanimivi. Kar slište, pretekajo.
Jaz zraven s tem svojim fenom je kar sram bilo. No, počasi je prihajala gužva, veliko avtomobilov, veliko motorjev in folk je ob strani tu sedel in gledal in te ženske so me gledale flajkuše. Ta je bila prav luštna, me gledala v oči. Tukaj na desni strani je bilo full motorjev, dejansko jih je bilo po moje 1000, parkiranje en do drugega. Mi smo se odločili, da gremo en krog okoli jezera Fakrze. In kolikor se spomnim, leta 2012 je bilo full več ljudi tukaj. Nekako je bilo majhno število motorjev, po moje zaradi tega covida in to, ampak vseeno je bilo doživetje. Fakrze ni toliko veliko jezero, tako da ga dobesedno greš okoli njega mogoče v enih 20 minutah. Ampak kakor vidite, zeleno, modra barva jezera, zelo lepo. Kakor vidite, na levi strani je veliko motoristov. Malo naprej jih je bilo pa še več. Tukaj jih je ziharene 50 različnih, individualnih Harleyjev, custom made. Pa sem si rekel, da se moram nekje ustaviti. In pa sem glih videl eno točko, sem se obrnil nazaj in sem rekel v roku, tukaj se ustavimo, da postam malo s svojim dronom, da folk vidi, koliko je to lepo. Kaj, momci, a ste kaj izgorjeli? Kaj si rekel? Imajo homologacije. Stari moj, kar ušesa me bolijo. Pogled je dober, zdaj smo tukaj, fakam Z, tam spod piše Harley Wood. In dejansko, ko prideš, skole se zapelješ cel krog, pa se dobiš tam parunu kampu in dejansko si malo pogledaš, kakšni stroji so. Zdaj bo Roki lepo nam mal panoramce pokazal, on rastura glede dronov. Evo, ajde Roki, zdaj pa udri na selo dole. To, Miki, aj čao, snimaj. Svaka ti čast, Rok, iz 15 minut materijala sem lahko zbral ene 5 sekund. Rasturaš. Pa smo šli naprej, smo rekli, da gremo do tega Hollywood Villagea in tukaj vidimo na desni pred nami Terminatora. Model je naredil svetišče za Terminatorja in sliko sebe in Arnold Schwarzenegger je dal gor. Legenda, lega. Pa smo šli naprej, da si najdemo plac in da parkiramo in tukaj smo najdeli komi eno mesto. Parkirali smo stroje, hrupanje full, evo jih še garda nabildana, evo, je prišla, kje je še un, bradico je popravil, zdaj se ga pa malo pogledat, to bi jaz smel, dober, jebački. Zdaj vam bom pa pokazal največji motor, majki mi. Boss Hoss, to je V8 stari moj na motorju, si lahko predstavljaš. Glej ti to grozovito dejanje od motocikla, glej ti to gumo, človeče, jao, glej ti to balanco. Kjer tank, za dva normalna. Dejansko še ima v bistvu dve odprtine za... koliko ima un Boss Hoss kubika? Ne vem, full. Ne čuka 800, ne? Pazi foro, jaz nisem vzel papirja, vzel sem SMS obveščanje. In konj nisem videl, da moraš v angleščini. Zdaj mi je s tem slovenskim uletu. Če nisem vedel, da je to v Avstriji. Ja. Jaz sem vedel, fakar se je pri nas, Ja. v Kranjski gori. Ja. Zdaj videl, če nam bo ratal. Prošli smo, evo, dobili smo. Vidiš, da znajo tudi slovensk, vsaka jim čast. Ja, on je videl negativ. Veliko, kako tega prvo šprica, stari. Pri nas pa plune. Ok, situacija Harley Davidsona je taka, ker generacija močnih, uporniških ljudi se stara, nova generacija je pa bolj taka puding generacija, pač motori njihovi se ne prodajajo, ker so narejeni za čvrste moške. In zdaj je Harley Davidson dejansko začel zgubljati stranke in je začel delati bolj take motorje, kako bi rekel, softiče, elektronske pa to. Bo je ful na elektriko prešaltal. Tako da Harley Davidsonu že parkrat je grozil propad, ampak zdajle... A so še prijaviti za vožnjo, da noš toliko softič, evo? Misliš, da moraš platiti to, kaj? Ja, ponovati ne, ampak... A boš izvadil denarnico? Pa he, Daj no, ti si bogat. jaz ti nam šel pelat. Zakaj? Upam, ja nisem softič. Tako, kot sem rekel, če vidiš, so sami starejši, močni ljudje, ni peškiričev pa mlade generacije. To izgleda neki novi Harley. Vidite, da se spreminja. Tako kot en GS izgleda od BMW-a. No, zdaj pa prijem malo bolj do sočnega dela Harleyjev. Tole je pa malo custom, kar šipa feltne, wow. Tega pa še nisem videl. Tega včasih bilo ful več, jaz se spomnim, jaz sem bil tam 2012 le.
in dejansko je bilo tega ful več. Hoteli so mi zanimivi, nekaj sto za eni model Electra Glide, ki ima tak ščit, ful dober, kar športa filter tam. Pa take kufre ima vzad, temu se reče bagger. Sam za punco vzad ni tako udoben, kot recimo pri kakšnem takmu, ki ima dejansko za naslonce, tle bi res punca uživala. Pa ta je ful zanimiv, ki ima digitalen ekran. Tam to je za njemačko plato narejen, ne za slovensko. To je pa še enega malo bolj tazga, kako bi rekel, vojaškega. Tole še old school, sam ne vem, ima noter Xenon ali ima led. Jebote, kolika žena. Tukaj se pa testira motor. Kje ste punce v Sloveniji, da furate Harleja? Nema tega. Aha, tukaj se uči šaltat. Hudo. No, tukaj imamo pa malo bolj take sodobne, pa mi pa všeč. Tak zgleda ful futurističen. Prav ima še vedno elemente te old school Harley, ampak je tak modern. Jure 250, jebački. Huda lučka, ne? Pa on je tudi hud. Sem malo bedno, ko ima tukaj žmigavce, to hočeš dati dol, ker je tako malo češk, pa nima žmigavca. Ja, je čist tehnološki. To je ženski model in tebi je začuda kot ulit. To me ženske ima rade. Ja, vse zato, ja. Ker ti si ženski model. Ti nisi moški model, ampak ženski model, zato te pa imajo rade. One so rade tvoje prijateljice. A si koliko je cena tega? Zato je električen. 34 Vse, kar je električen, je drago. Ja, mi smo bili na električnem. Pa to je tisto, kar sem ti jaz govoril, da je Harley začel jeti na elektriko. Ja. Tudi on je imel rdeče očala, ja, pa fluorescenčno zelene vezalke. Zdaj je hud, koliko je pa ta denarja? 16 evrov. Sam pri nas je po moji cenej, veš, kaj je to Avstrija. Tle so motori dražji. Podprite mene in moj kanal s tem, da si prenesete World of Tanks z linkom spodaj pod videom in s tem tudi dobite premium paket.